Gledalke, gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Župan za vas. Nahajamo se v občini Rogašovci, kjer se bomo z županom Richardom Pevračem pogovarjali o aktualnem dogajanju v občini Rogašovci. Gospod Pevrač, lepo pozdravljeni. Dober dan, dobrodošli in lep pozdrav gledalkam in gledalcem. Torej najprej, če se dotakneva proračuna v občini Rogašovci za leto 2025, torej koliko bo višji proračun in pa v katero smer bo naravnan? Ja, naš proračun bo precej višji kot v letu 2025, precej višji kot je bila realizacija v letu 2024, čeprav moram povedati, da je bilo tudi v letu 2024 realizacija relativno visoka. Realizirali smo čez 5 milijonov evrov proračuna, realizirali smo približno 90% vseh zastavljenih ciljev. Za leto 2025 smo si pa proračun zelo ambiciozno naravnali na 7 milijonov evrov. To pa da takoj povem, kako in zakaj, to ne pomeni, da se bomo zadolževali, računamo, da bo šlo brez tega, ampak v tem dodatku 2 milijonov evrov je zajetih vsaj 16 novih projektov, ki smo si jih zadali za letošnje leto. Nekateri so tudi takšni, ki bodo potekali potem tudi naprej, v naslednje leto. In za teh 16 novih projektov računamo predvsem na sredstva iz razpisov iz področja kohezije, pa tudi iz drugih ministrstev. Tako da računamo na ta denar in računamo, da bomo pri teh projektih uspešni. Seveda, zadeve so tako nastavljene, da tisti projekt, za katerega bo razpis objavljen, bo šel v realizacijo prej. Če pa morda katerega razpisa še ne bo ali bo pa pozneje, bo pa tisti projekt šel na zadnje mesto in bo potem šel v realizacijo toliko pozneje. Torej, katere investicije in projekte boste v letu 2025 izvedli? Pa bom začel kar z projektom, za katerega smo v preteklem tednu dobili odločbo Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj in ki bo strani ministrstva financiran v 100%. To je revitalizacija objekta stare policijske postaje tukaj v središču naše občine in z zaključkom oziroma z izvedbo tega projekta bo v bistvu ta objekt dobil povsem nov pomen, čisto drugačno vlogo. Uredilo se bo samo središče naše občine, tudi okolica tega objekta in pa če na kratko povem, to je objekt, kjer bodo v 3 etažah sestavljene različne vsebine. V trenutno kletnih prostorih, kar bo postalo novo pritličje, bomo uvedli oziroma vzpostavili turistično-informacijski center s trgovino lokalnih izdelkov. Tukaj bo tudi ena mladinska soba, tukaj bo izposojevalnica knjig in tukaj bo tudi polnilnica in izposojevalnica električnih koles. V osrednji etaži, kjer je včasih bivala policija, bo dnevno oskrbni center za starejše s kapaciteto do 8 oseb. Tukaj bomo še poiskali koncesionarja in pa čisto zgoraj v 3. etaži načrtujemo pisarne za delo na daljavo in en večji večnamenski videokonferenčni prostor. To je projekt, za katerega, kot sem povedal, smo že pridobili odločbo ministrstva. To je projekt, ki se po pogojih z tega razpisa mora tudi do konca oktobra v letošnjem letu končati, tako da je kar, bom rekel, en pritisk na to, da ga moramo že začeti in dejansko tudi preko poletja bodo potekala glavna dela in tudi računam, da bo uspešno zaključen konec leta. To je ta projekt, ki je dejansko že tudi potrjen z strani ministrstva. Potem dobili smo tudi 2 pozitivna odgovora na razpis, ki je namenjen za razvoj romskih naselij. Tam smo dobili pozitivno ocenjena 2 projekta, 2 vlogi za izgradnjo 2 odsekov novih povezovalnih cest do romskega naselja Sredica in do romskega naselja Pertuča. Tukaj tudi iščemo izvajalca, bomo pa imeli en skupen razpis še za 2 drugi cesti, ki jo bomo tudi kot občina sami financirali, tako da bomo na skupnem razpisu zdaj iskali izvajalca za 4 različne odseke cest v občini. To bodo ceste, ki bomo sedaj skušali izvesti v prvi polovici letošnjega leta. Ocenjujem, da je to nekje v višini vrednosti 400 000 evrov. V drugi polovici pa potem načrtujemo še za podoben znesek
znesek nekoliko sicer manjši, okrog 300 tisoč evrov, nadaljevanje gradnje cestne infrastrukture, torej določenih odsekov ali pa celotnih odsekov cest. To je ta zadeva. Potem ena zelo pomembna stvar je projekt, ki ga pripravljamo skupaj s Krajinskim parkom Goričko, Kmetijsko-gozdarskim zavodom in pa Direkcijo za vode. Občina Rogaševci pa je partner tega projekta. Naj povem, da gre za enega prvih tovrstnih projektov, kjer je poleg gospodarskih družb in pa javnega zavoda partner občina. Gre za velik projekt, ki ga vodi Krajinski park Goričko. Projekt bo trajal 4 leta, se bo izvajal 4 leta. Nosilec tega projekta je Krajinski park Goričko in pa vrednost celotnega projekta znaša nekaj več kot 6 milijonov evrov, ker pa računamo, da oziroma je predvideno, da bo delež, ki bo odpadel na našo občino v tem celotnem znesku okrog 1,5 milijona evrov v 4 letih. Tu gre v bistvu za investicijo v naravo, in pa na nek način tudi v turizem, kajti hkrati ob vzpostavitvi podhodov za dvoživke, zasaditvi določenih drevoredov z vrbami, kot je bilo to včasih, teh drevoredov tukaj na Goričkem, v naši Ledavi še več, bomo zgradili tudi muzej Goričke kulturne krajine. Tudi ta projekt je predvidoma financiran v 100%, in pa naj povem, da je tukaj bila že oddana projektna naloga, ki je pozitivno ocenjena in da določene aktivnosti na tem projektu že tečejo in tudi določeni upravičeni stroški, ki nastajajo, so že zajeti v projekt. Računamo pa, da bo formalni podpis te pogodbe, ker zdaj se po oddaji projektne naloge si pripravlja vloga na razpis in računamo, da bo jeseni tudi pogodba za to podpisana. To je tudi, ocenjujem, da je ena večja pridobitev v našem kraju. Potem, ker bomo z izgradnjo oziroma z izvedbo tega projekta zgradili muzej Goričke krajine, bomo hkrati tudi, ker bo to v Sredici, poleg tega muzeja, poleg tega objekta prenovili oziroma dali drugačen pomen stari kmečki hiši, ki je bila prvotno predvidena za muzej. Ker pa bo muzej zdaj zraven nje, bomo v kmečko hišo preuredili za druženja in jo na ta način nekako kot dodano vrednost k temu muzeju tudi promovirali. Ta prostor bo možno v prihodnje najeti, v njem bo možno imeti kakšno prezentacijo, prireditev ali pa, če tako po domače povem, tudi kakšno zabavo, če se bo kdo tako odločil. Ta del pa računamo na financiranje tega dela, te prenove kmečke hiše, tukaj pa računamo na Interreg razpis, ki ga trenutno še ni, ampak predvideva se, da bo in potem bi to financirali iz tega. Zdaj je še kar nekaj projektov, ki so predvideni. Turistično-informacijske table, kažipoti. To je projekt, ki ga imamo že kar nekaj časa pripravljenega, pa ni bilo ustreznega razpisa. Res, da je za letošnje leto bil najavljen že v mesecu februarju, pa ga še ni in ga čakamo. S tem bi potem uredili kompletne kažipote po celotni občini za turistične, kulturne, verske in pa druge objekte. In tako da bi bilo vsakemu turistu in pa vsakemu, ki pride v našo občino, takoj razumljivo jasno, kam in se lahko usmeri, kam lahko gre, kje bo recimo nogometna tekma, kje bo to igrišče, kje imamo najvišji vrh v Pomurju in tako naprej. Torej, če omenjava gradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Pertuča, kako je potekala gradnja, sicer gradnja je že zaključena? To je projekt, ki je bil zaključen v preteklem letu in mislim, da je projekt tako rekoč, zaključil se v polovici, v sredini lanskega leta. Zdaj so praktično že vsi občani tistega naselja na ta kanalizacijsko omrežje priključeni. V sklopu tega omrežja je bila zgrajena tudi sončna elektrarna na čistilni napravi, tako da je zdaj ta čistilna naprava popolnoma samooskrbna glede električne energije.
Kaj ne povem, dela so potekala po načrtih, tudi tukaj je bilo sofinanciranje, to je bilo iz načrta za okrevanje in odpornost. Vsa sredstva smo tudi v preteklem letu že prejeli, tako da smo s tem zadovoljni. Naj povem mogoče tole, ker je šlo za objekt v romskem naselju. V naši občini imamo 4 romska naselja, približno 10% prebivalcev je Romov in v vseh 4 naseljih je izgrajen vodovod, torej vodovodno omrežje. V vseh 4 naseljih je položeno optično omrežje in v vseh 4 naseljih so že zgrajene nove ceste, preplaščene, in pa v 3 naseljih, razen enega, je zgrajena kanalizacija. Tako da, kar se infrastrukture tiče, so vsa naselja ustrezno opremljena, pa tudi drugače bom povedal, da sobivamo z Romi tako kot enak med enakimi. Torej, v teku je tudi izgradnja športno-rekreacijskega centra v Rogašovci, druga faza, kako potekajo dela, kako daleč ste zdeli? To je projekt, ki smo ga pričeli lansko leto septembra. Tudi ta projekt je delno financiran strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Tudi ta sredstva smo prejeli že v preteklem letu, tako da zdaj nadaljevanje gradnje, ki poteka, seveda poteka z lastnimi sredstvi. Gre za velik objekt, za eno veliko pridobitev za našo osnovno šolo in pa seveda tudi za razna društva iz naše občine, občane naše občine, pa tudi širše. Ker tako velik atletski stadion, kot bo tukaj, potem ne bi bilo prav, da ga zapiramo samo v krog občine, ampak želimo z tega narediti en malo večji projekt na Goričkem in dejansko bo objekt dostopen vsem, ki bodo ta stadion potrebovali. Naj povem, da bo zgrajena atletska steza, potem pa panoge, kot so skok v višino, met krogle, skok v daljino in troskok, tudi skok s palico. Potem obnovljeno bo igrišče za mali nogomet z umetno travo in pa na novo bo zgrajeno tudi v sklopu tega teniško igrišče. Dela so dejansko v zaključni fazi. Prihodnji teden načrtujemo asfaltiranje atletske steze, ker to je podlaga, na katero se bo potem pritrdil tartan, in v začetku maja bo praktično objekt zaključen. Je pa res, da slavnostno otvoritev načrtujemo v mesecu septembru, to je 23. septembra, ko je dan slovenskega športa, in takrat načrtujemo en velik atletski miting, na katerem bodo sodelovali učenci in učenke sosednjih šol iz sosednjih občin. Tako da že zdaj vabljeni na ta dogodek. Zaključen je tudi projekt nadgradnja vodovodnega sistema B. Koliko je vredna investicija in koliko je odstotna priključenost na to javno gospodarsko infrastrukturo? Ja, to je en velik zalogaj, en velik projekt, ki je bil zaključen v lanskem letu. Izvajal se pa že 2 leti prej. Vrednost celotnega projekta je bila 38 milijonov evrov. Ne govorim o naši občini, ampak projektu vodovodnega sistema B, v katerem je bilo vključenih 12 občin. To je, bom povedal, ena res velika pridobitev za Prekmurje. Predvsem v naši občini je bila doseženost tega vodovodnega omrežja v preteklosti relativno nizka in zdaj, ko je dejansko možno priključiti vsako gospodinjstvo na vodovodno omrežje, je to res ena velika pridobitev. Trenutno pa naj povem, da pri nas še enih 10% gospodinjstev ni priključeno na novo omrežje, ostali so se pa priključili. Pa dovolite, da tukaj ena misel mi je padla. Mi smo bili vodilna občina v tem projektu in potem smo po nerodnosti zaradi tega projekta v lanskem letu postali 3. najbolj zadolžena občina v Sloveniji. Naj povem, da je to res, pa ni res. Dejstvo je, da smo se za potrebe projekta kot občina v imenu tudi ostalih občin zadolževali, da je projekt lahko potekal, stekel. V letu 2023 je bilo kar nekaj kreditov najetih, podplačanih in na koncu tudi pred iztekom leta 2023 je bil odprt kredit v višini nekaj čez 3, pa nekaj manj kot 4 milijone evrov, kar je seveda bilo v bilanci prikazano kot dolg.
Ta dolg je bil potem 6. januarja leta 2024 že odplačan, nam pa v bilanci dejansko ostaja, da smo bili tisto leto zadolženi, čeprav je šlo za zadolžitev zaradi projekta vseh ostalih. Tudi lani, leta 2024 pred Božičem, je bilo v časniku Dnevnik potem tudi spet objavljeno sporočilo, da smo tretja najbolj zadolžena občina. To ne drži, ampak res pa je, da je bil ta kredit takrat najet. Kar se pa tiče obresti, so pa bile plačane sorazmerno glede na deleže ostalih občin, so vsi participirali pri plačilu obresti. Tako da nismo več in z te letošnje bilance bo tudi razvidno, da nismo tretja najbolj zadolžena občina. Nekaj kreditov imamo, ampak bistvo obvladljivih. Občina Rogaševci je tudi občina, kjer složno sobivajo v medsebojni skupnosti tudi različna društva, vaške skupnosti. Kako aktivna so društva in kakšno je to medsebojno povezovanje, sodelovanje? Jaz bi tole kar izpostavil, pa postavil na prvo mesto. Sodelovanje, sobivanje, poslušanje eden drugega. Pa če grem po vrsti, od vsakega društva, posameznikov, ne nazadnje tudi na občini pa občinskem svetu. Pogovarjamo se, dogovarjamo se in vse to ne pomeni, da vsi enako mislimo, ampak zmeraj smo pripravljeni poslušati drug drugega in potem sklepati neke kompromise. Tako da to bi kar izpostavil. Naj povem, da imamo v občini čez 40 različnih društev. Bil sem prisoten tudi zdaj spomladi na večini občnih zborov in iz tega lahko tudi sklepam in vidim, da dejansko vsa društva in vsi občani v občini nekako složno delujejo in povezovalno delujejo in nekako prispevajo k temu, da lahko gre razvoj tudi naprej. V vaši občini oziroma občina sodeluje tudi z sosednjo občino v Avstriji, z občino Sveta Ana. Kako poteka to sodelovanje? Kakšne aktivnosti so vključene v to sodelovanje? Ja, tudi z sosednjo Avstrijo sodelujemo. Ocenjujem, da zelo dobro. Pripravljenih pa izvedenih je bilo že tudi nekaj manjših projektov. Naj povem, da je bila pred 2 tednoma odprta ena mednarodna pešpot. Sicer je to izključno v domeni Avstrije Sveta Ana, ampak tudi mi smo zraven v tem smislu, ker gre pešpot po našem ozemlju in tudi mi smo prispevali določen delež pri vzpostavitvi te poti. Potem imamo odprt en skupni Interreg razpis na področju gasilstva. Tukaj pričakujemo v kratkem odgovoru, upam, da bo pozitiven. Tu sicer ne gre za ne vem kako velike zneske, ampak v bistvu za zneske, ki pa potem vseeno pripomorejo k nadaljnjemu in boljšemu sodelovanju na tem področju. Je pa področje, kjer z Avstrijo oziroma Sveto Ano načrtujemo nekaj večjega, prav gotovo področje Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje. Naj povem, da smo tukaj v fazi usklajevanja dokumentacije in pa potem se seveda pričakuje potrditev tega tudi na vladah obeh, deželni avstrijske Štajerske in pa v slovenski vladi. In preko tega združenja si potem v prihodnje obetamo razna evropska sredstva direktno iz Bruslja, tudi takrat, ko morda naša država za posamezni projekt, ki jo bomo pripravili, ne bo imela razpisa. Je pa res, da so z tem projektom nekako seznanjene tudi sosednje občine, ki bi se potem glede na projekte projektno vključevale v to združenje in sodelovale pri tem. Tako da je tudi tukaj pozitivno naravnano tole. Ja. Na koncu naj še omenimo 24. občinski praznik občine Rogaševci, ki bo potekal 26. aprila. Kako bo potekal sam program, kako bo sestavljen, se pravi, kako je sestavljena organizacija in pa kdo vse bo prisostvoval na tem občinskem prazniku? Ja, res je, praznujemo 24. občinski praznik, tudi tokrat ga pripravljamo na podoben način kot v preteklosti. Pri nas je namreč tako, da vsako leto izvedbo praznika prevzame ena vas, tokrat je to Sredica, ker je Sredica v bistvu po številu prebivalcev največja vas v naši občini, verjamem, da bodo uspešni, da jim bo to uspelo. Drugače je pa tako, osrednje praznovanje se nekako
ponavadi začne že v tistem tednu pred osrednjo prireditvijo, tako bo tudi letos. V četrtek je načrtovan koncert glasbene šole, podružnične glasbene šole v Rogaševci, ki deluje pod okriljem glasbene šole Murska Sobota, tako da vabljeni. V petek je potem dan odprtih vrat osnovne šole, ker si bomo lahko od blizu pa od znotraj pogledali, kako deluje naša šola. V soboto potem ta osrednja proslava popoldne na igrišču in pa v nedeljo zaključek na trgu ob praznovanju svetega Jurija. No, če se pa vrnem nazaj na to proslavo, ob 16. uri v soboto popoldne se bo začela. Kot običajno bo tudi en kulturni program. Kulturni program pripravlja naša osnovna šola, pripravlja v sodelovanju z društvi, z posamezniki, tudi z glasbeno šolo, kot sem omenil, in pa seveda pričakujemo tudi kar nekaj visokih gostov, med njimi tudi ministra Jevška, ki bo imel tudi slavnostni nagovor, tako da pričakujem, da bo lepo. Že zdaj pa čestitam vsem občankam in občanom za 24. občinski praznik. Gospod Richard Pevrača, župan občine Rogaševci, hvala vam za ta prijeten pogovor. Hvala za povabilo, pa lep pozdrav. Gledalke in gledalci, hvala tudi vam, da ste nas spremljali. Lep pozdrav iz občine Rogaševci.